Gospe in gospodje, dober dan. Ko bomo letošnjo jesen volili predsednika slovenske države, bomo odločali, kdo bo našo državo predstavljal v svetu naslednjih 5 let in odločali bomo, kdo nas bo teh 5 let povezoval navznoter. Naloga predsednika države ni v tem, da bi vodil gospodarstvo. Naloga predsednika države ni v tem, da bi pisal zakone ali da bi se vtikal v konkretne odločitve vlade ali sodne veje oblasti. Naloga predsednika države je, da v državi doseže tisto stopnjo enotnosti, ki bo dajala možnost pobude vsem, da bo opozarjal na nerazumne in krivične zakone, da mora vrhovna oblast v državi pripadati zakonu in ne samovolji, da bo pravo po meri ljudi in ne ljudje po meri prava, ki bo vztrajno opozarjal, da pravna država ne more temeljiti na sistemu blokad, ki smo jih ustvarili zaradi strahu enega pred drugim in zaradi nezaupanja med nami. Leta 1990 smo imeli priložnost, da bi izvolili Jožeta Pučnika za predsednika Slovenske demokratične države. Jožeta, ki mu je šlo za stvar, ki je s srcem in dušo delal za samostojno Slovenijo. Za Slovenijo, ki bo domovina vseh svojih državljanov. Z zgledom, ki mi ga je predstavljal takrat Jože, sem se na to pot leta 2002 podala sama. Vesela sem in čast mi je, da sem del te ekipe, ko danes na to pot stopa Milan Zver. Milan Zver je človek odprtega duha in srčne kulture. Je človek, ki povezuje in gleda na ljudi brez predsodkov. Z njim bomo šli združeni v prihodnost. Svojega mandata ne bo gradil na predsodkih in razkolu, ampak na združevanju. In zato Milanovo kandidaturo na predsedniških volitvah 2012 podpiram z vsem svojim pismom. Verjamem, da bo jeseni uspešen in da bo postal predsednik slovenske države.